Ali je Iran prvič med to vojno napadel Egipt? No, Egipt je zdaj na muhi in Kairo je zelo previden glede tega, kaj govori. Egiptovske oblasti so potrdile, da je brezpilotno letalo povzročilo požar na 2 ladjah v pristanišču Damieta včeraj. Ne povedo, kdo je to storil. V izjavi vlade so poudarili, da preiskava še poteka in da oblasti sprejemajo potrebne ukrepe za zaščito interesov in nacionalne varnosti Egipta. Nobena stran ni prevzela odgovornosti, vendar nihče ne dvomi, kdo stoji za tem. Na splošno velja, da je za to odgovoren Iran in če se to potrdi, bi to pomenilo pomembno zaostritev, še posebej zato, ker si Egipt želi biti posrednik v trenutni vojni med Iranom in Združenimi državami. Novinarka Jost Šefer se nam zdaj pridružuje iz Kaira. Jost, zakaj je Egipt tako previden in ne želi nikogar obtožiti? Bil bi odprt. Trenutno ne pripisujejo krivde Iranu in, kot ste omenili, ni nobenih dokazov, da bi bil za to odgovoren Iran, vendar pa po poročanju Wall Street Journala so govorili z več egiptovskimi uradniki in ti menijo, da je bil za to odgovoren Iran. Vendar pa ponavadi v teh preteklih dneh, 2 tednih, ko je Iran napadel kraj na Bližnjem vzhodu, ne glede na to, ali je šlo za Bahrajn, Jordanijo, Kuvajt ali Emirate, so vedno rekli, da so napadli to vojaško bazo, napadli to ali ono. In Iran ni komentiral tega napada na Egipt. In morda je to zato, kot si rekel, res. Egipt poskuša biti posrednik in poskuša doseči nekakšen mirovni dogovor ali prekinitev ognja v tem primeru, ampak Iran je bil do zdaj glede tega tiho. Ampak kot si rekel, vse trenutno kaže na Iran. In potem je drugo vprašanje, zakaj so se odločili napasti Egipt. Mislim, to je ameriško podjetje, ki je bilo tam napadeno. Torej, posredno napadajo ameriške interese na Bližnjem vzhodu in morda poskušajo nadaljevati svoje napade, potem ko so prej strelili rakete na zalivske države. Zdaj neposredno napadajo ameriško podjetje. Torej, v tem smislu napadajo tudi ameriške interese. In tudi, tako kot Jordanijo, napadajo Egipt, ki je prav tako zelo tesen zaveznik ZDA, in poskušajo z iranske perspektive v ta konflikt potegniti še eno državo. Prav, če Iran stoji za tem napadom na egiptovsko pristaniško infrastrukturo, kako lahko pričakujemo, da bo Egipt odgovoril? Mislim, da Egipt na to ni bil pripravljen. In še vedno sem nekoliko presenečen, ker sem videl to novico, ker ko pogledaš Damieto na zemljevidu, vidiš, da je to na severnem delu Egipta, je ob Sredozemskem morju. Torej je ta dron moral prepotovati kar dolgo razdaljo. In Egipt ima na svojem ozemlju precej sofisticiran sistem zračne obrambe. Zato sem presenečen, da je prišel skozi in dosegel prav točko v pristanišču Damieta, da napade to točko. Mislim, da je bil tudi Egipt v tem presenečen. Vedno so menili, da so zunaj tega konflikta, ker sta se ZDA in Iran medsebojno napadala. Egipt je bil izven nevarnosti, saj Egipt ne gosti nobenih ameriških vojaških baz. Egipt se je počutil varnega. Egipt je menil, da mu ni treba skrbeti. Torej, zdaj se soočajo s popolnoma novo situacijo. In mislim, da Egipt res nima konkretne ideje, kako bo reagiral na to. Egipt si ne želi, da bi ga potegnili v to vojno. Morda aktivirajo še več svojih sistemov zračne obrambe in izstrelitvenih naprav, da bi se nekoliko bolje zaščitili pred morebitnimi droni. Torej, najbolj varno je reči, da bo Egipt od zdaj naprej bolj na preži. V redu, rada bi se ti zelo zahvalila, Jost, da si se nam kot običajno pridružil. Počakajmo in poglejmo, kaj bo Egipt na koncu storil.